pa imeti nekje v hosto, da tam debatirajo, to bi se tudi znalo. Ja, da se downloade, da se harmonizirajo. Ja, ljudje so se včasih dobivali pod hrasti, pod oreki ali med oljkami. Da se energija narave naravna čim prej na kontakt z zavestjo, na energijo, ki je večna. In se pa še zaščitimo, da slučajno nič ne pride do nas. To je zelo narobe. Ja, zelo družbo. Ja. Preko posameznika. Seveda, potem je še ta aspekt, ko razlagajo seveda, da s tem, da podpiramo eko, podpiraš takšen svet, kot hočeš, da bi bil, ker ni, da smo mi brez moči. Glede, multinacionalke, vsako podjetje, če kdo izmed vas podjetnik, vsi veste, en del dela, ki ga upravite, si samo zgubo delate. Potem pa pridete na neko točko, ker se neki napor obrestuje, pa se vrne. Tisto, kar ti prinaša dobiček, je tistih zadnjih 20-30%. Ne, če bi vprašala, to določenega števila prometa si zgubo delajo od tega trenutka naprej, ampak tistih zadnjih 20-30% kupcev, ki pride neki kupiti, odloča, a si preživejo ali ne. Ker fiksni stroški so fiksni stroški in jih ima in Monsanto, in velike korporacije, torej ni treba, da vsi ljudje nehajo kupovati nekaj, kar ne podpirajo. Ampak zadosti bi bilo, da 20% ljudi, ki so danes potrošniki, recimo nekateri škodljivih izdelkov odnehajo, ta trenutek, ta izdelek več ne doseže praga profitabilnosti in ga bojo ali drugače in samo škoda dela. Veste, tudi oni imajo kreditorje in ne morejo pisati neskončnega minusa, tako da kritična masa ljudi, ki so potrebni, da se nekaj premakne, je veliko manjša, kot se nas zdi, in v tem smislu sem ja optimist, ker iz dneva v dan je več ozaveščenih. Veste, če je pa tudi zombijev, ampak jaz se ukvarjam s tistimi, ki hočejo, ne s tistimi, ki nočejo in vidim, da je teh vse več tega. Bomo vedeli, kako se bo zdaj. Se veliko mali korak je... Nekaj vsakič, ko odprete denarnico, odločate, koga boste hranili. Ja, recimo, če bi en dan samo ne jedel mesa, samo en dan, bi bil svet toliko manj bojo ta dan morali zaklad, toliko več bojo stran vrgli, ko si bojo izgubo naredili. V Sloveniji se nekaj že recimo začelo zamikati. Zamika se recimo, ko smo res 2 leti smo minenetno pisali o homogeniziranem letu, ki se spomnite, pa poizvedovali tisti, ki spremljate projekt, kdo točno kaj ima. Naenkrat so ljudje začeli spraševati v trgovinah. In naenkrat Slovenija ima polica s trajnim mlekom, ki je prej bila 30 metrov, ko si prišel v supermarket, je postala veliko manjša. Polica samo s pasteriziranim ali nehomogeniziranim izdelki pa se iz dneva v dan podaljšuje, ker trgovci zaveda, da to hočemo, on potem pritiska naprej. To je naša moč. Ampak če mi ne vemo, kaj je narobe z določenimi izdelki, potem jih niti ne zahtevamo. Torej, ko bomo malo bolj spoštovali ta denar, ki ga vse teže dobimo, ga bomo še teže odšteli za neumnosti in na ta način, verjemte se, da veliko stvari zelo legalno ni treba na cesto iti. Samo pazite, zakaj boste dali svoj denar. Ta trenutek, ko ne podprete nekaj, kar mislite, da je neumno, to preprosto ne more rasti. Če je kvalitetna hrana, je količinska dosti manj te zadovolija. Recimo, si zadovolj, ko ješ 3 kranadice, pico, zdaj sem pa nekaj naredil za sebe. Večkrat ne škodno. To ljudje ne morejo verjeti, dok ne probajo. Ampak res je, da te 2 dobra grižljaja nasvetijo več kot te polnkrožnik. Ja, imam ta problem, da, ker imam rada okus, pa eksperiment, kako meni je to peskovnik, vedno je preveč. Res je vedno preveč. Pa verjemte mi, da eno tako štruco domačega pirinega kruha jem 7 dni, pa je še vedno ga je preveč. Telo rabi veliko manj, veste, mi smo na zahodu kot tisti razštevani Varburgi, imamo preveliko porabo, noben izkoristek, šlajfamo v mestu. Če gledate, na Tajvanu delajo 16 ur na dan takšno, švedčko riža.